Zdravo, jaz sem Nina Pušlar in trenutno se nahajamo v moji novi Opel Merivi. Torej, moj prvi avto je bil v bistvu Fiat Panda, domači avto in s tem avtom sva v bistvu zelo veliko prevozila skupaj, ampak okoli mojega domačega kraja, ne. Pa še preden sem imela jaz izpit, sem to zdaj lahko povem, prej nisem smela. V bistvu s prvim ne, potem pa smo imeli čisto novega Golfa, štirico, in jaz sem se seveda zelo samozavestno odpravila z naše garaže in potem sem se z levim ogledalom zapela ob čisto novo fasado in potem pri nekem popravljanju še v sprednji del, ne, tako da sem imela potem nekaj časa prepoved vstopa v avto, no, ampak sem že spet kmalu bila v njem. Moram reči, da nimam nekega prav sanjskega avtomobila. Pomembno se mi zdi, da se v avtu dobro počutiš, da je varen in tako naprej. Jaz moram povedati, da v bistvu se s tole Merivo zelo fajn razumeva, kar dokazuje, da se ženske fajn ujamemo, ne? In sem z njo čist zadovoljna. Kot sem že prej povedala, mi je v bistvu najbolj pomembno to, da je varen, da se v njem dobro počutim, da tudi konc koncem lepo zgleda, ne? In sigurno tale Meriva je to. Jaz mislim, da sem zelo dinamična voznica, včasih tudi malo prehitra, čeprav zdaj sem že boljša, ne? Včasih sem bila še hitrejša. Pa tudi mogoče na trenutke včasih malo šlampasta, ne? Kar je značilno za ženske, ampak drugače pa mislim, da sem kar dobra voznica. Najdlje pa je mislim, da je bilo v Milano. Tako. Na snemanje moje nove plošče oziroma na miksanje in mastering nove plošče kar sama s svojim avtom, Garmin in gremo. No, evo, zdaj ste me pa najdeli, ne. Tlele sem pa bolj slaba, res moram reči. To ponavadi oziroma kar vedno prepuščam moškim rokam, kar pa ni prav in se mi zdi, da bi nas mogli tudi, ko delamo izpit, ne, naučiti tudi teh osnovnih stvari, ki se nam lahko zgodijo na cesti, ne, se pravi menjava gume in podobnih stvari. Tako da ne znam, pa bi mogla znati, ja. Zdaj moram jaz potrkati, ne, sicer ne vem kam, ampak nisem še dobila kazni, pa tudi upam, da jo ne bom, no. Predvsem pa si želim to, da se nam na cesti ne bi karkoli zgodilo, no. Raj plačam kazen, kot da bi imela kakšno nesrečo ali pa kaj hujšega, no, to si pa res ne želim. Zdaj je super, ker ni več cestnin, ker so vinjete. Je pa res, da me včasih zmoti to, ker je res velik del na cesti, kar je sicer prav in podpiram, ne, ampak včasih so kakšne take daljše kolone, sploh poleti, ne, ker je veliko gužve in ravno takrat se ponovadi, ne, spravljajo kaj popravljati. Zaenkrat nisem razmišljala o tem, ampak se mi zdi, da je to prihodnost, ne, in da bomo čez nekaj let, se mi zdi, kar vsi razmišljali o tem, no, seveda to dobro za okolje, pa tudi moram reči, da sem ga tudi sama že vozila in je res super, brez zvoka, skratka, sploh ne veš, da se voziš, ne, pa še uživaš zraven. Jaz mislim, da čez 100 let sama ne bom vozila nič, ker me ne bo več, verjetno. Drugače pa sem že razmišljala o tem in se mi zdi, da se bomo vsi vozili na avionih, ne, ali pa na kakšnih helikopterjih. Bomo imeli vsak svoje zasebno letalo, če bo šlo tako naprej, kot gre zdaj.